Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes sva z vami jaz, Elizabeta Dornik-Hribar in kolegica Jerneja Hribar-Vukovič. Obe sva psihoterapevtki, sistemski družinski psihoterapevtki in zelo me veseli, da sva danes pod okriljem založbe Primus tukaj, kjer bomo spoznali bolje knjigo Raztreseni um od Gabor Mateja. Obe sva psihoterapevtki v zasebni praksi, kjer delava tako s posamezniki, kot tudi z družinami, pari, otroki in mladostniki. Tako da se bomo danes potrudile, da v najin pogovor oziroma predstavitev vpeljeva čim več tudi primerov iz najine prakse. Torej, Raztreseni um je že 4. knjiga Gabor Mateja, ki je prevedena v slovenščino in zelo nas veseli, da te vsebine prihajajo tudi v naš prostor. Prvo knjigo je založba Primus izdala leta 2019 z naslovom Ko telo reče ne, ki je v bistvu kar ena taka revolucionarna knjiga, ki nam ponudi nov pogled v ozadje bolezni. In Gabor Mate z enim svojim zelo širokim znanjem, drugače je zdaj že upokojeni kanadski zdravnik, z enim velikim zanimanjem za področje travme, v bistvu nekako kaže en nov pogled, tako kot pri bolezni, kot recimo pri raku, o čemer govori v svoji prvi knjigi Ko telo reče ne, nas vpelje tudi v to, kako čustva vplivajo na naše funkcioniranje. Naslednja knjiga je bila Otroci nas potrebujejo. Od tej knjigi bova danes tudi kaj navezali na njo. In je res taka odlična knjiga za vse, ki imate otroke. Lansko leto je bila izdana še knjiga V svetu lačnih duhov, ki govori o odvisnosti. Letošnjem letu pa smo dobili knjigo Raztreseni um. Kar je zelo fajn je to, da Gabor dejansko skozi celotno knjigo vpelje primere iz svoje prakse. Torej, knjige niso suhoparne, temeljijo sicer na raziskavah, ampak skozi knjige vpelje primere iz svoje ordinacije. Zelo se ukvarja s področjem travme, razvil je tudi psihoterapevtski pristop Compassionate Inquiry oziroma metodo, o kateri bova tudi na koncu povedali več. Torej, knjiga Raztreseni um govori o ADHD-ju. Gre za motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. Gabor v knjigi sicer piše, uporabi termin ADD, torej motnje pozornosti. Na našem področju oziroma v naših Sloveniji pa je bolj nekako poznan termin ADHD. Tako da tudi midve bova danes zaradi boljšega razumevanja govorili o ADHD-ju. Vse, kar pa govoriva, pa velja tudi za ADD. Za začetek 3 glavne značilnosti ADHD-ja so slaba sposobnost posvečanja pozornosti, pomanjkljiv nadzor nad vzgibi in pa hiperaktivnost. Vendar pa že 2 značilnosti zadostujeta za diagnozo. Torej, medicinski pogled ADHD uvršča med motnje. Gabor Mate pa nas v svet ADHD-ja vpelje skozi eno širšo perspektivo, torej, da ni samo ta medicinski model, kjer je bolezen in so simptomi in ga zdravimo zdravili, ampak nas dejansko vpelje tudi v to, če si predstavljamo simptome tako kot vrh ene ledene gore, kaj se v bistvu skriva v tej celi ledeni gori. Tako da knjiga je lahko na momente tudi težka za branje. Ljudje, ko se v njej prepoznajo, je lahko en tak aha moment, ok, zdaj razumem, zakaj se mi to dogaja, lahko povežem neke svoje značilnosti, ki jih imam, pa niti ne vem, od kje so. Po drugi strani pa lahko prinese tudi eno težo ob tem spoznanju. Torej, oseba z ADHD se lahko osredotoča, a zato potrebuje bistveno višji nivo motivacije, lahko pa se to tudi situacijsko spreminja. Značilna je impulzivnost v besedi, tudi v dejanju in slabo nadzirana čustvena reaktivnost. Ljudje lahko težko zdržijo, da ne prekinjajo drugih, da čakajo v vrsti, da čakajo na besedo, ravnajo v trenutku, lahko so zelo impulzivni.
Hiperaktivnost pa se lahko kaže kot težava biti pri miru, lahko je to recimo tapkanje z nogami, delanje kaj z rokami, grizenje nohtov, lahko pa je tudi v obliki pretiranega govorjenja. Gabor v knjigi pravi, da ADHD ni rezerviran samo za tiste pridne za poredne otroke v razredu, ampak tudi za tiste pridne deklice, ki so lahko pri miru. Tudi one imajo lahko ADHD. Kot sistemski psihoterapevtki se trudiva vedno gledati širše. Torej ne samo to tega posameznika, ki je prišel v najino terapevtsko sobo, ampak tudi iz kakšnega okolja prihaja, kakšna je njegova družina, njegov prijateljski krog, če je to mladostnik, kako mu je v šoli, če je to odrasla oseba, kako mu je v službi. Torej, to vse je zelo pomembno, da lahko vidimo, kaj se s tem človekom, posameznikom dogaja. Zelo je pomembno tudi to, da ADHD razumemo kot kontinuum. Torej, ni nujno, da imamo vse neke lastnosti ADHD-ja, temveč vsak lahko ADHD doživlja na en svoj način. Zato je zame recimo tudi zelo pomembno, ko nekdo pride v mojo terapevtsko sobo in pravi, da ima ADHD, je vedno moje vprašanje, kako to izgleda za vas. In ljudje potem včasih tako rečejo, ja pa sej ste psihoterapeutka, se bi mogla vedeti, kaj pomeni ta diagnoza. To je res in vemo, kaj piše v knjigah. Je pa pomembno, kako to doživlja ta posameznik. Torej, kako se to kaže v njegovem življenju, kako to vpliva na njegove odnose, kdaj se je začelo in kako se konec koncev tudi spopada s tem. Torej, pri obravnavi ADHD dejansko ne gre za zdravljenje, temveč gre za okrevanje. Gre za proces, kjer lahko postanemo bolj celoviti. Jerneja nam bo kasneje predstavila možgane in ADHD, tako da ta del bom jaz spustila. Pomembno pa je, da ADHD ni kot ena fiksna, podedovana motnja v delovanju možganov, temveč jo Gabor Mate opisuje kot bolj fiziološko posledico življenja v določenem okolju, v določeni kulturi. Danes se bomo osredotočili seveda predvsem na pogled Gabor Mateja o ADHD-ju, kar je tudi zelo pomembno, ker ko iščete informacije, lahko najdete različne poglede. Gabor Mate poudarja, da gre pri ADHD-ju za neuglašenost. Poudarja, da ne govorimo o tem, da starš ne skrbi dovolj za svojega otroka ali da ga nima dovolj rad. Ampak otroci, še posebej senzibilni otroci, kot so tisti z ADHD-jem, potrebujejo res veliko oglašenosti staršem ali skrbnikom. Torej nekoga, ki razume, kako se počutijo in ki jih tudi v tem stanju sprejema. Če recimo otrok pod stresom, v neki nevarnosti mu je neprijetno, takrat so možne reakcije, da gre stran, lahko se zgodi, da se bori, lahko prosi za pomoč. Če pa to ni možno, takrat se lahko izklopi, torej angleški izraz za to je tuning out, z namenom, da se zaščiti. In otrok se izklopi takrat, ko je stresa preveč in ko se s tem ne more soočiti. In zato je tako zanimivo, da Gabor Mate poudarja, da ADHD ni bolezen, temveč je to nekaj, kar se je v bistvu začelo kot obramba, kot en zaščitni faktor. Zdaj, če si predstavljate recimo, da ste na Antarktiki in tam je res mrzlo in imate oblečen en tak res tako puhovko, kapo, šal, torej vam je prijetno, ni vam mrzlo, poskrbite, da vam je ok. Potem pa v tej isti upravi pridete recimo zdaj v Ljubljano, ko je zunaj nekje 22 stopinj. Koliko časa vam bo ok? Malo se bo kmalu začelo mičkim kuhati, bo neprijetno ob tej vročini. In tako v bistvu je tudi s temi recimo obrambami, ki so lahko koristile v nekem trenutku življenja, potem pa enostavno začnejo škoditi. Torej, vprašanje ni, kako zdravimo bolezen, temveč kako spodbujamo zdrav razvoj. In odrasle osebe z ADHD-jem ni nikoli primerov, temveč nenehno šviga. Gabor pravi, da šviga kot kakšna nora ptica, ki se občasno spusti, vendar se nikjer ne usede tako dolgo, da bi si lahko ustvarila svoj dom. In ADHD ima veliko skupnega z bolečino.
Torej, gre za eno globoko čustveno bolečino, ki jo ljudje nosijo. Ta pa se lahko nakazuje v otožnih očeh, ki se odvračajo stran, v hitrem, prekinjenem govoru, napeti drži in nemirnem telesu. Pogosto pa tudi humor, s katerim omalovažujejo sebe. Lahko se zgodi tudi to, da ljudje niso zmožni ene redne zaposlitve, dolgotrajne, da imajo težave v odnosih, da težko preberejo knjigo do konca, nekateri celo težko pogledajo tudi film do konca ali pa serijo, ki traja samo 45 minut. Torej, kot sem že prej omenila, tako imenovane pridne deklice v razredu, ki ne delajo težav, tudi one imajo lahko ADHD, kajti ta nenehen nemir se lahko čuti tudi navznotraj. In ta nemirnost potem soobstaja z enimi dolgimi obdobji prokrastinacije. Ena taka zelo zanimiva metafora, ki se je pojavila v knjigi, je tudi ta, da je en pacient Gaborjev rekel: počutim se kot človeška žirafa, kot da moja glava lebdi v drugačnem svetu daleč nad mojim umom. In to lahko potem povzroča kaos. Zdaj pa bi besedo predala kar Jerneji. Super, hvala. Jaz se bom mogoče majčkeno dotaknila tega razpotja ali pa polemike o tem, ali je motnja pozornosti nekaj genskega, ali je motnja pozornosti nekaj, kar se zgodi skozi formativna leta v otroštvu, s tem, da v bistvu se možgani oziroma te povezave ne vzpostavijo čisto tako, kot bi se mogli za različnih vzrokov. Zdaj, tako mogoče je že majčkeno Liza nakazala, Gabor Mate zagovarja ta v bistvu kontekstualni model, to se pravi, da je odvisno od okolja. Meni osebno je ta model zelo blizu, zato ker dejansko verjamem, da je veliko odvisno od okolja, v smislu, da gre lahko kaj narobe, ampak hkrati je pa to tudi nekaj pozitivnega, nekaj optimističnega, da v bistvu z okoljem in z dejavniki ali pa z vplivi iz okolja lahko tudi to obrnemo. Moramo vedeti, da možgani so nevroplastični in da ena sama slaba izkušnja ne pomeni, da je to zdaj piši kuči propalo, ne znam, drugače bo zdaj mogoče nehitrco. Tako da ja, zdaj ravno prejšnji teden sem se pogovarjala z eno zdravnico, psihiatrinjo, ki pa zelo zagovarja recimo to, da je v bistvu gensko. Če izhajam iz tega, kar Gabor Mate v tej knjigi pove in v ozadju so seveda tudi navedene raziskave, iz katerih je to pobral, zagovarja, da je to v bistvu kontekstualno, ker se naši geni so kot en arhitekturni načrt, ampak arhitekturni načrt še ne pomeni hiše. In te geni se vklapljajo glede na kontekst in lahko se vklopijo ali pa ostanejo, kaj ne rečem, v speči fazi. Pri utemeljitvah, da gre to za da gre pri motnji pozornosti za gensko pogojenost, so se raziskave sklicevale na raziskave, ki so bile utemeljene na enojajčnih dvojčkih, ki so bili posvojeni. In so rekli, ok, te enojajčni dvojčki so posvojeni in eden je v enem okolju, drug je v drugem okolju. In verjetnost, da če ima en ADHD, da bo imel drug, je 50 do 60%. Ok, zakaj ni potem 100%, če sta enojajčna dvojčka? To je prvo vprašanje. Druga stvar pri temu je pa tudi, da v bistvu te dvojčki, ki so šli v posvojitev, kaj se je dogajalo z njihovo mamo, da so šli v posvojitev? Se pravi, to je ena pomembna stvar. To se pravi, ko so bili oni še, vemo, da v bistvu na plod vpliva že v zadnjem trimesečju psihično stanje in kemično ravnovesje v telesu njihove mame. In če je mama pod stresom in se izloča veliko kortizola, to sigurno vpliva tudi na živčni sistem otrok. In potem grejo ti otroci v posvojitev iz različnih vzrokov. To je v bistvu v najzgodnejšem obdobju izguba kontakta z negojočim odraslim za nekaj časa. In v tem času v bistvu
ne obstajajo besede, ne? To je predverbalno obdobje. Takrat se otroci oglašujejo preko pogleda, preko tega, kar vidijo, ne? In kaj tam dobijo, če je mama prestrašena, če jo je strah, če kriči, ne? Tudi, ko so delali raziskavo leto 1982, so ugotovili, da v klinični populaciji oseb z motnjo pozornosti obstaja 8 do 16 krat večja verjetnost, da so bili posvojeni, kot če pogledajo normalno populacijo. Se pravi, to ima je nek smerokaz. Je pa res, da če imajo starši ali pa sorojenci, recimo ADHD, depresijo, anksioznost, OKM, Tourette sindrom, različne zasvojenosti, da je večja verjetnost, da bo imel otrok ADHD. Ampak spet, seveda, nekdo, če je mama depresivna in gleda mimo, ima ta prazen pogled, potem ni strega in to sigurno vpliva na otroka. In zdaj gledam, recimo, če je nekdo zasvojen in je pod vplivom, potem ni na isti valovni, potem ne more biti uglašen. Če je nekdo tesnoben, kako lahko zaskrbljena mama uglašena na svojega otroka, če jo pa skrbi, a bo imela streho na glavo, a bo njen mož prišel domov, potem, ko je pil. Njo skrbi in sicer je prisotna in se odziva, ampak mogoče pa ni uglašena in to ni isto. Kar še vpliva na ADHD je vrstni red rojstva. Recimo, ena taka zanimiva mi je bila tukaj prvorojenec. Prvorojenec je tisti, ki mu daš najprej ključe v roko. Rečeš, ti boš zaklenil vrata, ta mali ni treba, ti boš skrbel, da je vrata zaklenjena. Se pravi, večja pričakovanja starša, več odgovornosti, manj nežnosti, ki ostane za naslednje otroke. Vojne, selitve. Zdaj, tukaj imam tudi jaz v mislih ravno iz tega področja, ne bom se rekla direktno, da ne bom preveč v primeru govorila, ampak kako vpliva to na otroka zelo, ker se mora njegov sistem prilagajati vedno znova. To je tudi zanimivo, kaj še vpliva. Nevidno čustveno vzdušje. To bom tudi še mogoče malo naprej potem razložila. Nevidno čustveno vzdušje, kaj se dogaja doma. Tisto, kar je, ne kar je ton, ampak kar je slika, kar zazna, kar čuti skozi telo. Nezavedne potrebe pričakovanja staršev do otroka, da bo prevzel, eno vlogo, recimo. In pa čustveni milje, kateremu je otrok izpostavljen, to, kar sem že večkrat razložila zdaj. Očesni stik, intenzivnost pogleda, telesna govorica, ton glasu, izrazi radosti, izrazi čustvene utrujenosti starša. Kako spraviti to v raziskavo, kako to zmeriti, koliko je mehak glas, koliko nežno mama pogleda otroka, koliko je vesela, ki se ji nasmeje. Ampak vse to vpliva. Tudi to, ne, bi zdaj ne moram. Tudi to vpliva. On vidi ta izraz, čeprav mama nič ne reče. Potem gremo pa mečkan na možgane. Tukaj je zanimivo, verjetno ste že opazili, da smo ljudje mečkan bolj počasni kot recimo živali pri določenih stvarih, ki jih zmoremo, ko se rodimo. Žrebiček se prvi dan postavlja na noge. Opica se v nekaj tednih drži krzna svoje mame. Človeško bitje pa še nekje proti koncu enega leta zmore koordinacijo, zmore nekako upravljati svoje gibe. In to je mogoče zato evolucijsko gledam, tako razložim imate, nisem šla zdaj gledati, ker raziskava bi bila v ozadju, da smo se mogli v bistvu skozi evolucijo prilagoditi na pokončno hojo. In zato v bistvu se je medenica zožala in zato v bistvu bi bilo nevarno, če bi možgani se v letu po rojstvu v bistvu, oziroma do 4. leta se potrojijo. In če bi zdaj bila ta gestacijska doba toliko daljša, v bistvu že tako, kar se pri porodu velikokrat zgodi, da se zatakne glava na porodnem kanalu in tega v bistvu telo ne zmore. In zato v bistvu je bil nek kompromis,
da v bistvu se 9 mesecev v maternici v bistvu razvija otrok in možgani in potem se zelo intenzivno še prvo leto. In potem do konca v bistvu, do zrele dobe, mislim, da v bistvu se na 4-kratna velikost. Zapravo 3/4 naših možganov zraste izven maternice. To je zdi tako en tak zanimiv podatek. In seveda zdaj obstaja pa nevronski darvinizem. To pomeni, da v bistvu vse te živčne celice, povezave tekmujejo za resurse. In zdaj, če je okolje dobro in ljubeče in je varno in je fizično poskrbljeno, varno je stik z negujočim, potem se razvijajo vsi potenciali. Potem je možnost, potem ni treba v bistvu zbirati. Če pa so resursi omejeni, to pomeni, da nekaj časa je varno, nekaj časa pa ni, potem je treba poskrbeti, da preživijo tisti, ki so nujno potrebni. To se pravi to, da zviznem, kaj je navadno, da vtihnem, da sem alert, da skozi monitoriram. Ta del se razvije nadpovprečno ostali, to se pravi ta srednji del možganov, ta neokorteks v bistvu, ta je pa nekaj, kar se razvija se, ampak v malenkosti oziroma v manjšem delu. Tukaj so tudi eni zelo drastični primeri. Če bi otroka imeli 5 let v prostoru brez svetlobe, bi bil po 5 letih slep. Ne glede na to, da bi ga peljali v svet. Njegovo živčevje zadolženo za vid bi zakrnelo. Ampak to je 5 let, tako da se lahko pomirite. 5 let vsak dan brez svetlobe. To je recimo meni tako zelo fascinantno, da v bistvu tokrat lahko sfalimo, tudi kot starši, da ne bo zdaj danes čutil kdo preveč kriv, da lahko sfalimo. Fajn je, da pol to zavestimo, pa da nekaj na tem naredimo, ampak ni pa zdaj brez izhodno, ali kaj ne rečem. Tudi ta je zanimiva, če bi otroka za 10 let zavili v tišino, upam, da noben tega ne dela, se ne bi naučil govora. Še nekaj imam, da mi ne urogljaš. V maternici so zadovoljeni 3 pogoji zdrave rasti. Prehrana, fizično varno okolje in neprekinjen odnos z varnim, vedno prisotnim materinim organizmom. In to so pogoji, ki če jih preslikamo na zunanji svet, potem omogočajo, da se lahko razvijajo vsi potenciali človeka. Zdaj, v tem zgodnjem obdobju je tisto, kar pomaga pri pozornosti, pri razvoju tega prednjega dela neokorteksa možganov, ta mamin pogled, ta mamina mimika. Predvsem otrok je zelo takrat v desnem orbitofrontalnem, to se pravi tukaj v zadnji za učkom delu oziroma nad njim, v tem delu je, tam se razvija, tam prejema sporočila, na ta način se sporazumeva z mamo. Ona reče, mama reče, se odzove, to je uglašena. To pomeni, da sem jaz vesel, ker vidim, da je mama vesela. Se pravi, vidim se skozi tvoje oči. In pri tej igri je zanimivo, da kdo vodi, dojenček ali mama? Kdo vodi igro? To bi bilo fajn, ampak ne. Dojenček vodi, mama pa sledi. Ampak ne škoda, naslednjem poskusu bi bilo pa prav, tako kot prvi otrok. Fajn, hvala za sodelovanje. Ja, dojenček vodi, on reče, da, in mama pogleda, mama sodeluje. Če je mama depresivna, ne sodeluje. Ne moram, sem out. In tako se on uči vse. In potem seveda joka in pride mama reče, pa kaj je? In se on pomiri, ona je tukaj za mene. Tako se ustvarja ta krog med njenim desnim delom možganom in njegovim. Zdaj, če hočete kdaj, danes sem razmišljala, a ne naredim en preizkus, pa sem rekla ne, ker ste mi neznanci, pa bi to mogoče malo prehudo, malo preveč izpostavljeno.
Vem, da smo to delali mi na fakulteti, da smo v bistvu si vzeli čas, pa smo tako 1 minuto brez besed gledali v oči drugega, kot se Medved Zlica zdaj gledala. In bereš, kaj je noter v teh očeh. Koliko močno je to lahko? Vam predlagam, da si pogledate od Marine Abramovič in Oleja klip na YouTubeu. Marina Abramovič je ena umetnica, ki dela inštalacije, zelo različne. In ena izmed teh je bila, da je v bistvu imela eksperiment, kjer so ljudje prihajali takole k mizi, ona je sedela in so se 1 minuto gledali. In vsak je imel svojo minuto in so rotirali. Tukaj je bila seveda tudi zgodba v zadnji ena zelo lepa, da ona je bila z Olejem v eni, to je tudi en artist, v dolgoletni vezi, zelo intenzivni, zelo burni, zelo čustveni in sta se razšla tako, da sta vsak prišla potem na eno stran Kitajskega zidu in sta se poslovila in potem se mnogo let nista videla. In na tej instalaciji je on prišel in ona ni videla, seveda, ker so ljudje tako prihajali en za drugim in se je usedel na nasprotnje. In ta pogled, dajte si pogledati, ta pogled, kaj oči govorijo, je mislim, res je intenziven. In tam boste videli, kaj to pomeni biti uglašen, kaj to pomeni govoriti skozi, brez besed. Ok, zdaj pa nazaj zelo k ADHD-ju. Zdaj, ker imam tukaj v zadnji vidim zelo veliko kolegov, ki tole že poznajo, to boste mogoče ta del malo preskočili, ostali lahko poslušate. Ne, vabljeni tudi vi seveda. Zdaj po enemu avtorju, Dan Siegelu, Siegel, recimo, da se izgovori, nisem čisto sigurna, je v bistvu on model, to moram povedati. Doma sem rekla otrokom, da bom razložila model možganov, roka, tole je možgansko deblo, tole je limbični možgani, to je neokorteks in potem ne sem gledala prav manj, ampak teta psihoterapija reži šport, to je sam roka, model možganov, model možganov. Se pravi, možgansko, to je možgansko deblo, tukaj noter so limbični možgani, te so odgovorni za ekstremen strah in bes, in tukaj je razmišljujoči del možganov, to se pravi neokorteks, takega imamo tukaj v spredju. In zdaj pri ADHD, pri motnji pozornosti, gre za to, da v bistvu ni dovolj povezav med tema dvema deloma in da v bistvu tudi ta neokorteks ni dovolj razvit. In to se potem, in to lahko gledamo kot medicinsko pot, gremo skozi medicinsko pot, kar pomeni, da imamo v bistvu zbuditi ta neokorteks. Neokorteks je, njegova funkcija je, lepa metafora je policaj. In pri ADHD-ju ta policaj spi. Namesto, da bi selekcioniral vse te občutke, ki jih dobi iz telesa, vse dražljaje, ki jih dobi iz okolja, on spi in ne loči, kaj je pomembno, ampak prihaja vse, on pač spi in zasuva. In potem se seveda sklapljajo ljudje, ne zmorejo tega. In zdravniki poskušajo tega policaja, to se pravi ta del, zbuditi in predpišejo za to stimulanse. In potem v bistvu on lahko uravnava nižje ležeča čustva, lahko sortira dražljaje iz okolice. Zdaj, če pa gledamo skozi ta kontekstualni Gabor Matejev model, je pa to v bistvu razvojna funkcija. To se pravi, da bojo ti možgani dozoreli, če bomo jim dali tisto, kar rabijo. Varen prostor, sočutno osebo na drugi strani. To je to. Ok, hvala lepa, Jerneja, da si nas podučila o možganih. Si pa zelo lepo navezala tale del, torej varen prostor in sočutno osebo na drugi strani. Ponovadi, ko pridajo starši s svojim otrokom v psihoterapevtsko pisarno, je en kup pritožb. Moj otrok je poreden, ne upošteva navodil, upira se, noče sodelovati, ne pomaga mi pri domačih zadevah, noče se učiti, ne fokusira se. Torej, veliko je enih pritožb. In takrat starši si želijo, dajte nam orodje, kako mi lahko delamo drugače, kako lahko vzgajamo drugače. Moje prvo vprašanje pa je,
kakšen je stik med staršem in otrokom. Ponovadi starša vprašam, kaj pa je tisto, ki je pa otrok dober, kaj mu gre, kaj so aktivnosti, kjer se vi povežete, kaj so stvari, kar radi počnete skupaj, kdaj se njegovi učki zaiskrijo ob tem, kdaj se vaši učki zaiskrijo ob tem, ko ste s svojim otrokom, ko je tisti trenutek stika. In ravno ta odnos staršem, oglašen odnos, tako zelo fajn je pogledati, recimo še video Still Face Experiment, ta je tudi zelo fajn, kjer je ravno zelo lepo prikazana ta oglašenost. In če govorimo o oglašenosti dojenčka, kako je zelo pomembno, da je tudi najstnik ima starša, ki je oglašen manj. Torej ne samo otrok, ne potrebuje nas samo dojenček do 1. leta, ampak tudi potem, ko je otrok že večji, ko postaje mladostnik, so starši še kako zelo pomembni. Več o tem lahko preberete tudi v knjigi Otroci nas potrebujejo. In ne gre se za to, kaj starš dela, ampak za to, kdo starš je svojemu otroku. Torej, kakšen je odnos med vami, med staršem, med otrokom, kakšno vzdušje je doma, kakšno je konec koncev tudi vzdušje med partnerjema doma. Vse to vpliva na to, kako se ta otrok počuti in seveda, kako se potem razvija. In otrok, ki je bolj varen, ki se doma počuti varnega, gre tudi lažje v svet. Torej, lažje gre spoznavati svet in tudi, če se mu zgodi, kar ga prizadene, je tam en varen prostor, kjer lahko pride in reče, danes je bil pa res grozen dan. Danes mi je pa sošolec vrgel radirko v glavo. In tam je mama, ki tega otroka vidi, ki ne reče, ma dej pretiravaš, se je bila sam radirka, se ni bilo nič takega. Ampak je mama, ki ponudi objem, ki reče, to ti je bilo pa verjetno težko danes, kako si se pa počutil ob tem. Ne? In torej je mama, ki je oglašena in otrok ima prostor, seveda je lahko tudi to oče, lahko je tudi to kakšen drug skrbnik, ker včasih starši niso nujno skrbniki otrok. Torej, otroci z ADHD-jem pa so pogosto kot otroci, kot majhni dojenčki dejansko prizadeti zaradi prekinitve odnosa med staršem in otrokom. Kar je zelo pomembno je to, da tudi če ste se mogoče prepoznali v delu, da ko je bil otrok dojenček, da je bilo veliko enih drugih stvari, da je mogoče katera mama imela pa porodno depresijo, da se je kdo boril z anksioznostjo, da ste bili mogoče v razhodu, da so bile kakšne hude preizkušnje doma, ali vse se da popraviti. Torej, ta odnos, ki ga lahko vzpostavljate tudi, ko so otroci že večji. Mogoče bo večji izziv, ker otroci ne bodo kar naenkrat sprejeli starša, ki se trudi biti tam, ampak tudi to je možno. Predvsem pa je zelo pomembno, da starš prevzame dejansko odgovornost za odnos. Torej, to je osnova, starš prevzema aktivno odgovornost za odnos. Vsak dan znova kaže otroku, da si želi preživljati čas z njim. Tudi, če ga otrok zavrača, nežno nudi aktivnosti ali pa izrazi, jaz bi si pa želela danes s tabo igrati badminton. Mogoče bo otrok rekel 15krat, ne bom igral badmintona s tabo. Mogoče bo pa 16-tič prijel ta lopar in ga šel igrati zraven. Zelo pomembno je to, da starš otroka ne obsoja. Lahko se zgodi dejanje, ki se ga lahko obsodi, vendar to ne pomeni, da je otrok slab. Torej, da starš res razlikuje, ne, ti si slab, ker si to naredil, ampak da otrok res čuti, da tudi če naredi kaj slabega, je tam starš, ki ga sprejema. In tako kot je s kritiko, je pomembno tudi, da hvale ni preveč, torej, da ni osredotočeno samo na to, da je otrok dober, če ima neke dosežke. Torej, da ni otrok sprejet samo, če ima v šoli same petke in če bo njegovo spričevalo naslednji teden odlično. Zelo pomembno je tudi ta del, da če smo jezni, takrat ne vzgajamo. Torej, res je pomembno, da se starš lahko sam umiri. Ker otroci imajo tako super sposobnost, da pritiskajo na tipke staršev, torej na triggerje staršev. Že smem dodati, ampak te tipke, sem hotela reči, da so ugradili, ampak naši starši, ne? Naši starši. Tako, te tipke so pa ugradili naši starši in otroci zelo lepo pritiskajo na njih.
Zato je zelo pomembno, da v trenutku, če recimo starš čuti, preplavlja me jeza, najraž bi kar eksplodirala, znorela, začela kričati, dajte si vzeti 3 minutke, zadihati, iti na WC, iti v kopalnico in potem bolj pomerjeno priti nazaj v stik z otrokom. In pa tudi, če se zgodi, ker seveda smo vsi samo ljudje in se lahko zgodi, da je kdaj tudi kakšna reakcija, na katero niste najbolj ponosni, da v takšnem primeru prevzamete odgovornost za to, torej ne da čakate, da otrok pride k vam, ampak da lahko greste do otroka in tudi izrazite, da vam je žal za to, kar se je zgodilo. Torej, aktivna odgovornost starša. Ena zadeva, ki ni tako zelo enostavna. S tem, ko starši opazujejo svoje odzive na otroka, namesto da opazujejo otrokove odzive na starša, sprostijo ogromno energije za rast. In če starši svoj fokus premaknejo iz otroka nase, torej pomeni, da postanejo tudi bolj odgovorni za svoje dejanja, bo takrat otrok samodejno začel prevzemati več odgovornosti nase, kar pa je, si predstavljam, da tudi želja staršev v tem prostoru za svoje otroke. In če se starši osredotočijo na to, da so odgovorni zase in zraven tudi spoštujejo meje v odnosu do svojih otrok, se bodo otroci samodejno razvijali v to smer, da bodo odgovarjali zase. In zato vedno, ko delamo z mladostniki, tako kot sem prej rekla, starši imajo pogosto ali pa z otroki pritožbe, kaj vse je narobe z otrokom, je zelo pomembno, da se obravnava celotno družino. Torej, da je res viden ta kontekst, kaj se dogaja z družino, kaj so njene močne točke, ki je pa včasih malo zarusta, pa je treba potem mičke poskrbeti za ta del. Torej, da so podprti tudi starši, ne samo otrok. Cilj razvoja pa je samouravnavanje. To pomeni, da samouravnavanje je sposobnost ohranjanja notranjega okolja v funkcionalnem, tudi varnem obsegu, ne glede na zunanje okoliščine. Torej, oseba lahko doživlja frustracijo, razočaranje, žalost, jezo, ampak hkrati je ne prevzame brezup. In tudi samouravnavanje ne pomeni, da vi niste anksiozni, ampak pomeni, da lahko prenašate svojo anksioznost. In če starši, recimo, tako kot je diagnoza ADHD lahko težka za družino, ker kaj pa zdaj, kako bomo pa zdaj živeli naprej, kako biti s takim otrokom, kup enih vprašanj, kaj to pomeni, morda imajo tudi starši ADHD. To je en lahko zelo lep izziv, da dejansko postane priložnost za rast za celotno družino. Iz vsakih takih preizkušenj lahko družina zraste, se lahko bolj poveže. Če pa ne gre v tej smeri, pa potem tudi na žalost to lahko je napast in tudi razdor za družino. Tako, kar se mi zdi pomembno še za zaključiti ta del, je to, da se ne gre za to, da smo popolni starši, ampak dovolj dobri starši. Ok, jaz bom pa, mičkaj sem rekla, da bom nagovorila, zelo so me nagovorili ti miti o otroškem vedenju, ki so noter v knjigi in da jih mičkaj razbijamo. In da odidete domov mogoče z enim malo drugačnim pogledom, ko boste videli svoje otroke. Eden izmed mitov je, otrok samo išče pozornost. In seveda v družinah, kjer je otrok z ADHD-jem oziroma z motnjo pozornosti, so ti miti dnevno na sporedu. Kot naprimer ta, sam pozornost išče, spet samo pozornost išče. Ja, seveda jo išče. Vsi iščemo pozornost. 8 milijard ljudi je na tem svetu in vsi iščemo pozornost. Vsi hočemo, da nas opazijo, da smo nekomu pomembni. In kaj ti otroci naredijo? Oni imajo, če pa nimamo te pozornosti, pa če nas nihče ne opazi, potem smo pa tesnobni. Ali pa to za nas mečkar nevarno, smo zgubili stik. Kaj bomo zdaj naredili, da ga bomo dobili nazaj? V bistvu njihova reakcija čist normalna, logična je. Ja, nekaj bom naredil, da me bojo opazili, če sem priden, me ne opazijo, mogoče, tukaj je zdaj seveda tudi mečka drugačna dinamika, da imam poskusiti nekaj narediti, da se res vidi. In tisto tako je ponovadi nekaj, kar starš ne reče, ja, bravo si, to. Ampak je, ok, spet gremo, Mislim, da je šlo. Sem malo sposobna. Ja.
To ni nekaj, česar se kot starši razveselimo, ne? Ampak ne, oni imajo pa to logiko, boljš negativna pozornost, pa da je sploh nimam, ne? Ampak seveda negativna pozornost, a spet to delaš, pa sem ti rekel, a ne? Pa ne, so v bistvu še več tesnobe in pa še hočejo, še več pozornosti in polje so v tem ciklu, ne? In tukaj je mogoče ta del, ki ga je prej Liza omenila, je odgovornost starša, da reče, ok, lej tole ne pele, ne, deva se mečkano omakniti. Da damo temu otroku pozornost, ampak ne tisto, za katero pros svojimi ideami, ampak tisto, ki jo potrebuje, stik, ne? In to je včasih ful težko. Jaz sem mama 3 otrokom, ful je težko, believe me. Ja, fino je tudi, ja, tukaj mogoče, ne, in to ne pomeni, da je vse dovoljen, ne? To ne pomeni, da mi zdaj vse posod popustimo. Mi rečemo, le, tole oprosti, ne bo šlo. Ful te imam rad, ampak tole nova spalala. Ljubeče meje, to je nekaj, ne? Ali pa eni rečejo, ne vem, železna rokavička železna roka v žametni rokavički, ne? Biti nežen in mi hkrati držati mejo, a ne? To je za njih v bistvu varnost. Pa fino je, če mogoče starši omejimo kakšne dodatne dejavnosti, ne? Da nismo povsod, jaz sem včasih zelo eksplicitna, na vsaki pasji procesi, ne? Da nismo v šolskem odboru, pa potem, ne vem, politično se udejstvujemo, pa dodaten študij imamo, Jezus, tle sem jaz noter, pa ne, ti še ne. Ampak da ničkrat spustimo, da imamo kapaciteto, da ko pridemo domov, da lahko otrok, da smo tam za otroka. Pa ne samo za otroka, tudi za partnerje, da ne pridemo domov izžeti kacunje in potem imamo, ne, leftovers. Zdaj vas imamo pa leftovers, ne. Za moža je leftover, za otroka je leftover, če bo kaj energije ostane, če ne bom pa zmaj. Naslednji mit je, otrok me skuša namenoma spraviti ob živce, zaradi otroka sem jezen. Tle bom kar prebrala. Jeza, anksioznost, brezup so običajna človeška čustvena stanja. Ko jih doživljamo, nas vznemirijo. So far, so good. Vsakič, ko jih občutimo, tle pa trik. Smo skušnjavi, da bi ukrivili nekoga drugega, ne? A spet nisi pospravil. Pustimo to, da sem slabe volje, ker je že v službi bil cel kažin, tistega nisem rekel, roki so padali in zdaj še on ne pospravi tega pomivalca. Mislim, a lahko prosim pomivalc zrihtaš, ne? In on je kriv seveda, ker pomivalca ni, zato sem jezna, ne? Ni čistko, mi smo odgovorni za naša čustva in otrok nam lahko seveda ne pritiska na naše gumbe, ne, pozna naše sprožilce, ampak zato, kako bomo mi s tem delali, smo pa mi odgovorni. Tukaj se velikrat z Lizo znajdeva v kakšnem primeru, ne, ko starš reče, ampak ta otrok je skozi jezen. Skozi! To ne moš gledati. Ne? Ja, gospod, koliko ste pa vi jezen? A pustite zdaj mene, zaradi otroka smo tle. Ja, ok, kako ne on zregulira, če pa še tebi težko. A lahko, ne, in pol medve delava običajno najprej starši, ne rečemo, ok, kako zadihati, kako se odmakniti, kako pridati nazaj, ne. Zato, ker mi smo odrasli. Načeloma smo bolj razviti psihično, ne. Ja, seveda s polhanenimi manjki, pa kakšno travmo, pa tako, ampak vseeno smo odrasli, ne. Otrok pa nima te kapacitete, on se pa od nas uči tega. Tako. Otrok z mano manipulira. To imam najrajši. Tle bom tudi prebrala. Otrok, ki razvije nagnjenje k manipuliranju ali nadziranju drugih, to počne zaradi šibkosti in ne zaradi moči. To je dobro vedeti. Manipulacija in težnja po nadzoru sta odziva na strah, ki temelji na nezavedni tesnobi. Koliko tega pride potem še, recimo, ko pridejo klienti odrasli, pa skušajo manipulirati, ne? Mož bi nekako pripeljal ženo, zato ker je z njo nekaj narobe. Mož ne upa ženi reči, dosti imam, naredi nekaj. Pol pa bi on meni pripeljal ženo, da jo jaz zrihtam. Ker je njemu težko, ker zna biti, da bo dvigan na glas in da bo, ne, boh ve kaj bo, ne, ga rata strah. Ja, mogoče tudi, ne, včasih, ko gledamo ali odrasle ali pa kakšne najstnike, ki znajo zelo dobro manipulirati, mogoče to njihova strategija preživetja. Ker če imaš očeta, ki je zelo nasiljen, ne moreš reči, ne bom več, ampak rečeš, ne vem, nekaj si izmisliš, ne, zelo da priješ dobro skozi in pol ugotoviš, da to ful fajn funkcionira in potem rata to, ne,
In potem to uporabljaš, ker to deluje. Ne? Vse se spomnite, ne? Kako že nevronski darvinizem. Kar narabiš odmre, kar deluje, jačamo. Potem je še en tak mit, ki mi je simpatičen, oziroma tam je manj simpatičen, bom kar iskrena. Otrok z ADHD je len. Tukaj je že Liza povedala. Vzadi za tem len je bolečina. Vzadi za tem len je itak me noben ne opaz. Vse tudi, če pospravim, me noben ne opaz. Vse tudi, če imam dobre ocene, ne pa se, zakaj bi se pa trudil. Se jaz itak nisem pomemben. Ali pa ful me hvalijo zato, ko sem, ne vem, zlati maturant, se ostalo je mi pa itak vse, Tukaj vzadje, ne, pol pač pade dol in je študij poraz in tako. Ampak vzadje se mi niso opazali, se jaz nisem pomemben, samo moji dosežki so pomembni, pa zakaj bi jaz to počel? In pol prije, to, kar mi vidimo kot len. In pol imam še 2 minute pa pol za posladek, moj najljubši del. Protivolja. A ste že kdaj slišali to? To je v eni drugi knjigi, ki jo ima, ampak je tudi tukaj omenja Gabor Mate pa Neuwirth, sta skupaj napisala, kako je že naslov knjige Otroci nas potrebujejo. In že tam je omenjena pa tukaj noter tudi. Meni je to fantastična stvar. Protivolja. Kje je protivolja? Si predstavljate malčka, ki rečeš, ne pusti, ni to prav, kar delaš. Ne reče, ne slišam. Potem imaš najstnika, ne boš šel ven. Ob 11 imaš, da si nazaj, mislim, da gač ne greš ven. Ne bom te poslušal. To je protivolja. To je tak upor, samodejni. Zdaj pa, a mislite, da je ta protivolja že nekaj razvidga, nekaj odrastovga? Ja, ne? Ni. Protivolja je samo druga plat kovanca. To se pravi, ne bom delal tako, kot mama reče, ne bom delal tako, kot mi je fotar rekel, bom naredil drugače. Tukaj sem jaz ful hvaležna, leta nazaj, 30 let, ko sem jaz bil tukaj čez na Šubičevi gimnaziji in sem počela številne neumnosti, tako kot vsak najstnik, in sem bila poklicana k socialni pedagoginji. Mi je rekla, veš, kaj bi ti zdaj rada? In jaz sem rekla, suvereno, kolikor sem bila lahko. Jaz ne bom taka, kot moja mama. Ok? Pa mi je ona tako rekla, in še zdaj mi odzvanjajo njene besede. Ja, sem pa boš sam na drugi strani kovanca, Isto je, ti nisi merilo sama sebi. Ja, in ta protivolja služi kot, to si zdaj zapomnite, kot ena ograjica, da mečkrat odrinaš stvari, rečeš, ne bom taka, kot mama, in pol imaš čas znotraj tega, da raziskuješ, kaj pa je, kaj pa si želiš, kaj pa je mogoče tisto, kar te veseli, kaj pa sploh hočeš postati razen tega, da nočeš biti kot tvoja mama, Da nisi na eni strani kovanca, na drugi strani kovanca, ampak da najdeš svoj kovanc, da najdeš svoje sepso, da najdeš svojo individualizacijo. Se bom izvozila. To, Ok, hvala, Jerneja. Zdaj pa sledi naslednji del, torej kaj pa, če sem odrasel in torej nimam zraven negujočega starša oziroma starša, ki se želi učiti, ki si želi rasteti, ki se trudi, da bi bil bolj prisoten starš. Takrat pa imamo to možnost, da lahko pomagamo sami sebi. Torej, da se naučimo skrbeti sami zase, tako kot bi v bistvu pravzaprav starš skrbel za svojega otroka. Gabor Mate v bistvu uporablja pristop Compassionate Inquiry, kar se prevede kot sočutno radovednost. To je pristop, ki ga je razvil sam. Tudi jaz sem se učila 1 leto od Gabor Mateja tega pristopa in pravzaprav stremi k temu, k razvijanju novega pogleda nase. To ni enostavna naloga, ker je predvsem treba preseči eno pogojevanje, ki je ponovadi trajalo celo življenje, prisotno je veliko bolečine, ko iz tistih recimo vsakdanjih reakcij, kot spet ni pospravil pomivalca, spet ni pomil posode, začutimo svoje čustva pod tem. In dejansko potem, ko vidimo, kako dolgo so že te čustva, te občutki z nami, in ponovadi pripeljajo tudi do enih takih zelo bolečih prepričanj, kot nisem vredna, nisem dovolj dobra, vse, kar naredim, ni nikoli dobro, nihče me ne mara. In to so ene take zelo velike bolečine ob tem. In pa pravzaprav
prvi korak je, da lahko to sploh prepoznamo. Torej, dokler ne prepoznamo, takrat ni niti možnosti za spremembo. Torej, samo gre po enem mehanizmu, ki nam je domač, utečen. Zato je res pomembno, da se takrat ustavimo in da lahko si tudi dovolimo čutiti ta čustva, ki se pojavljajo, da lahko tej bolečini prisluhnemo, ne pa da jo samo utišamo. Utišamo recimo z alkoholom, s cigareti, z igricami, z televizijo, z raznimi stvarmi. Ampak da jo lahko res prisluhnemo, čeprav je težko. Zato je fajn imeti ob sebi terapeuta, ki ima eno držo, kot je Carl Rogers poimenoval brezpogojno pozitivno sprejemanje. Okay. To je bilo pa hiter. Okay. To je po moje že first level, ne? Ampak pred first level je pa baza. Ne? Tako da jaz bom povedala, kaj je baza za to, da lahko v bistvu kot odrasli rastemo. Ne? To, kar ste velikrat že slišali, tako da tle bom mogoče malo sokoparna. Fizični prostor, ne? Da si uredi ta oseba, mogoče odrasla, ki ima motnjo pozornosti, svoj prostor, ne? Da si ga pospravi. Ne? In včasih to ne gre. Ne? Včasih se potem pa pospravi knjigo, pa potem se spomne, da ta knjiga, pa tiste lahko bi še prebrala, pa tele zapiski pašejo sem, tle so pa nogavice, ko gremo do pralnega stroja, ne. Ampak, da se saj trud v temu, ne, da si vzpostavil nek red. Ne. Že to vpliva na te nove povezave. Spalna higiena. Ne. Koliko spite po noč? Kdo spi 9 ur? Bravo, odlično, super. To pomeni, da se vam po noč možgani v bistvu ne počivajo, ne, tukaj zdaj nisem zdravnik, tako da bi čisto natančno, ampak ne, ta tekočina, te cevke se odprejo in toksini, te beljakovine se odplaknejo, ne, zato v bistvu, če dobro spimo 9 ur, recimo, ne, smo zjutraj spočiti, če pa spimo 4, pa se malo zbujamo, vmes smo pa kar zadeti, zelo bili, ja. Ne, tako da to je zelo pomembno, spalna higiena, prehrana. To že vemo, ne. Preveč sladkorja, ne, bo enega otroka, ne, najprej ga bo dvignil, potem, ko bo krvni sladkor padel, bo pa kot rastlina. Telovadba, gibanje. In sicer zato, ker se med telovadbo sproščajo tudi v bistvu snovi, ki so pomembne za stabilnost razpoloženja. In hkrati ti ljudje, ki imajo motnje pozornosti, so zelo velikokrat tudi zakrčani, ne, čutijo napetost. In je fajn delati tudi kakšne te raztezne vaje, ne samo recimo vaje za moč ali pa ne vem, ne, da greš v en hrib, ampak tudi v bistvu, da si dovoliš mogoče tekom dneva, da se raztegneš. Narava. Tukaj je en lep primer bil noter v knjigi, ker se mi je zdaj tako zanimiv, ker ga lahko mogoče sprakticirate, ne, da greste na en travnik in si odmerite 1 kvadratni meter in potem v bistvu, ne vem, koliko časa, da ne vem, recimo, da je 15 minut, opazujete samo ta košček travnika. Nič ne počnete, ne? V tem času, ko vsi nekaj počnemo in smo ful super učinkoviti, si vzamete kvadratni meter travnika in ga gledate. In boste videli, kaj se vam bo pri tem v bistvu dogaja. Ne? Tudi lahko opazujete, recimo, kadar otroke peljete v naravo, ne? V kakšen, tisti, ki imate otroke, ne? V kakšen hrib. Ne? Najprej se pritožujejo, pa zaživčni, pa se derajo, pa drugega ne cukajo. Ne? Pol v bistvu kar naenkrat postane tišina, hodijo, ne? Se umirijo, ne? Njihovo telo pride v korak z njihovimi mislimi, oziroma se misli prilagodijo na ritem hoje. Manj je več, to velja predvsem za odrasle, to, kar sem že prej večkrat rekla, ne, opuščati deloholizem in vpetost v 1001 projekt. Ne, manj je več. Kaj je res pomembno v vaših življenjih? Ne, koliko rabite? Ustvarjalno izražanje. Zdaj, ljudje z ADHD so rojeni mogoče z majčkeno večjo senzibilnostjo, ne? In to lahko uporabijo vsi, ne, ali pa večina umetnikov, ne, je majčkeno bolj senzibilnih, ne, in to je lahko, ne, dar, in je lahko vir, kjer se lahko polnijo. In zelo fino je tudi mogoče kakšna čuječnost, kar je ravno to, kar smo prej rekli v povezavi z naravo, to se pravi biti 15 minut na tistem kvadratnem metru travnika in opazovati. In zdržati, če gre. Pika. Torej, to so ene zadeve, za katere lahko poskrbimo sami, za to bazo, ki je dejansko osnova za eno boljše funkcioniranje.
Ko pa vidimo, da se pa nekako vrtimo v krogih, ko vidimo, da ne zmoremo, ko se utapljamo, ko se nam dogajajo vedno iste stvari, takrat je pa fajn poiskati pomoč. Danes, hvala Bogu, je že bolj normalizirano, da gredo ljudje na psihoterapijo, ne samo v glavnem mestu Slovenije, ampak tudi bolj na ruralnih predelih. Ni več tako stigmatizirano, kot je bilo včasih. In v tem varnem prostoru lahko razpakirate kovček, ki ste ga dobili tekom življenja. Mogoče je velik in vas ovira, mogoče je tak štorast in pokvarjen in z njim nikakor ne morete naprej. Mogoče pa ste pred eno tanko uličico, kjer je ta kovček prevelik in ne morete naprej, ker vas omejuje ta kovček. In v psihoterapiji potem je priložnost, da se lahko ustavite, da lahko najprej kovček gledate samo od daleč, ga potem začenjate počasi odpirati in videti, kaj je tisto v njemu. Kaj je tisto, kar vas omejuje, kaj je tisto, kar vam ne služi, kaj v njemu manjka in tudi kaj se da popraviti od stvari, ki so notri, da bo ta kovček, ki se mogoče potem spremeni v nahrbtnik, nekaj, kar vam bo v življenju tudi služilo naprej. In v tem procesu vam je psihoterapeut lahko v podporo. Gabor Mate v knjigi toplo priporoča družinsko terapijo, ki torej upošteva en širši družinski kontekst. Zelo se lahko navežemo tukaj s knjigo Podedovane družinske travme, kjer lahko potem prepoznamo tudi te družinske zgodbe, ki nas omejujejo, vsekakor pa so primerne tudi druge vrste psihoterapije. Torej, samo razumevanje, samo sprejemanje, ena prva odgovornost odraslega, ki hoče spodbuditi svoj razvoj in morda tudi razvoj svojega otroka. Okay, s tem smo nekako prišli do zaključka. Z Elizaveto smo ravno ugotavljali, da v bistvu bi komot lahko pripravili še eno predavanje, ker sva res samo en del knjige uspeli predstaviti, ker je tega tako veliko. Jaz tole knjigo res priporočam, to res iskreno mislim. Sicer ne, bom iskrena, na začetku je mečkam težko brati, ker je tudi Gabor Mate ima to ADHD, ne, in se mečkam ljubiš, ampak noter potem prijaš nekje ne do tega, ne, zlate sredice, je pa tako uporabna, pa ne mislim samo za ljudi, ki imajo motnjo pozornosti. Gabor Mate je v bistvu zelo znan potem v svojem raziskovanju na področju travme, a ne? In to knjigo pravzaprav bi lahko uporabil marsikdo, ker govori o tem, kako zoriš, kako v bistvu prideš do tega, da zmoriš samo regulacijo. In to je včasih ni enostavno, ne? Rabiš čas. Skratka, tukaj noter je, mislim, številne stvari so, ki ne govorijo, no? Tako da vam jo res priporočam, da si jo kupite in pogledate, kaj je tisto, kar je noter za vas koristnega. Ja. In zdaj ste povabljeni mogoče, jaz ponovadi terapijo zaključim s tem, da vprašam klienta, kaj odnaša sabo, tako da mogoče bi mi bilo zanimivo slišati, kaj vas je nagovoril in mogoče tudi kakšno vprašanje, ki se je v tem še porodili. Če bova lahko, bova z veseljem odgovorila. Jaz delam zdaj v vrtcu kot spremljevalko otrokom, pa zdaj tako razmišljam, da dostkrat si to sočutje do otroka, ampak potem kako v vrtcu to, pa da še vse imaš meje, pa da nisi še vse preveč prijazen. Ne, kar je. Okay. To vprašanje je lahko tako zahtevno, sploh ko je v vrtcu več otrok, kako zdaj pristopati do njih. Kar se mi zdi res osnova, je graditi odnos z njimi. Ampak to je res tisto, zjutraj, ko pride otrok, tisto veselje, tisto stik z očmi, torej vidim te, ampak tako res pristno iz vaše strani. Tudi če mogoče kdaj kakšen otrok, s katerim težje navežete stik, ker se lahko zgodi tudi, da v štartu vam kakšen otrok ni tako zelo ljub, ampak da najdete neko stvar na njemu, kar se vam pa zdi tako, da mu gre pa fajn. Pa je to mogoče, ne vem, ful ima rad kamione. Wow, a si ti videl včeraj kak kamion?
Torej, ta navezava stika, to, kar smo govorili o oglašenosti, je definitivno nekaj, kar se lahko dela tudi ali v razredu, v šoli, ali pa v skupini v vrtcu. In definitivno, ko je vzpostavljen en dober odnos z otrokom, takrat bo tudi otrok si želel slediti, se bo malo opiral. Je pa dejstvo, da tudi meje morajo biti. In meje so pomembne, meje dajo varnost. Sočutna vzgoja ne pomeni, da je to permisivna vzgoja. To so ene take zelo pereče polemike danes, kaj je tisti primeren tip vzgoje. Ampak torej, vidite otroka, ste tam z njim, hkrati pa so tiste meje, ki se enostavno ne premaknejo. In otroci vedno znova testirajo, če se bodo te meje premaknile. Ja, bom še nekaj dodala, zdaj to me tako mogoče zelo nagovoril. Pred kratkim sem delala z otrokom, ki ima izrazit ADHD plus, gre tudi v smer avtizma, ne? In sva imela tako zahtevne ure. In tudi terapeuti se skozi kaj še učimo in mi smo imeli zdaj eno izobraževanje, kjer je predavatelj rekel, da kar lahko največ narediš, kadar pride recimo klienti nenormoden in tako ne, da je Tom Jones smile. Zaprav ekstra velik smile. In jaz sem imela to v mislih, zdaj, ko je ta otrok prihajal in zdaj ga, reče še 1 uro prej, joja, bova spalala mi, pa kako bo tole šlo. In potem sem se spomnila Tom Jones smile. In seveda je še zamujil in potem šla, jaz imam pač srečo, da imam tam tudi balkon in sem šla pogledati, če že ki prihaja, in potem ga vidim, Tom Jones smile. In kako je pršivo gor po stopnicah, in pa sva imela prejšnjo uro res težko, in je pršivo po stopnicah, in potem ljubeče ne, ok, čevlje pa kar tjale postav, Ruza boš pa sabo nisu, ja, in potem odpol, ampak fulta imam rada, čevlje bova pospravljala, včasih ne prav učinkovito, Stasja, ona je kolegica, ki z mano dela, pa ve, kako te čevlji potem ležijo po predsobi. Tako da mogoče. Zdaj, kaj lahko pa vi naredite, to se mi tudi pojavilo za sebe, takrat, ko je težko biti sočuten, kadar ne gre Tom Jones smile. Kolegici rečete mogoče, lahko 5 minut pauzice, sam daščinam in pa je Tom Jones smile. Se je kdaj čas za meditacijo, kam telovadnico? Odlično, to lahko odrasli naredimo, da poskrbimo za sebe. Prvo. Hvala. Še kdo? Mava to, kako že sočutno radovednost do vas? Anyone? Jaz lahko vprašam, kako pa šola, recimo v šoli, ker jih ne sprejemajo pogosto, učitelji imajo težave s takimi. Kako to? Pa ocene so slabe, pa kazensko ocenjevanje, pa pošiljanje iz razreda. Ja. Kot psihoterapeutka, ki delam z otroki v rejništvu, ker so otroci, ki definitivno imajo več vedenjskih težav, je to en zelo velik izziv. So učitelji, ki so sočutni, učitelji, ki se na Tom Jones smile in dajte se truditi za stik z otrokom, pozitivno odzovejo. In so na drugi strani učitelji, ki žal tega ne zmorejo, ki pač rečejo, ta otrok je problematičen, ne sme imeti lista na mizi, ne bo čečkal, v mojem razredu tega ne bo. Tako tudi velikrat terapeuti iščemo neke načine, kaj bi lahko pomagalo, tako se spomnim enega fantka, bi mu zelo pomagalo, da ima eno žogico v roki, ampak učiteljica ni pustila te žogice, ona 1 leto ni pustila žogice, ampak po 1 letu je prišlo do tega, da je potem lahko imel to žogico v razredu, kar mu je dejansko pomagalo, da se je lahko fokusiral in da je zmogel odpisati teste in da so se tudi ocene popravljene. In je lahko to en izziv, je pa pomembno pri tem vztrajati. Sestanki, če je recimo otrok vključen v psihoterapijo, koliko se lahko psihoterapeuta povabi zraven na sestanek, tako da se res en tak skupinski sistem pomoči vzpostavi. Pa se lahko povabi. Ja. Lahko. Ker jaz sem se v velikih stvarih tukaj zelo najdla. Prvič v tej travmi, recimo, jaz, ko sem bila noseča, sem bila v procesu žalovanja, ko sem zanosila 2 meseca, potem, ko mi je oče umrl. Poleg tega sem imela še selitev, ki je bila pa hčerka
smehna, smo imeli pa še požar. Ne? Tako da veliko je bilo za njo enih takih stresnih situacij. In recimo v šoli, pa kaj jaz opažam, kje bi ne pomagali, pa kje naletimo na neko gluha ušesa, recimo žogice ni smela imeti, čečkati ne sme, trgati listov tudi ne, poleg tega ima pa v odločbi podaljšan čas pisanja testov. Ona pa ne more sedeti, in bolj, ko govorim, ona rada vmes pauzo, zato da predahne, da ostane, in vedno poslušam pač ne, ona ima v odločbi podaljšan čas in vemo, da bi to rabila, vemo, da bi to pomagala, ampak enostavno ne smemo pustiti. Jaz sem zdaj tukaj pomislila, da mogoče, to je še mečkan odgovor gospe, pa tudi mogoče posredno vam, da tudi v bistvu učitelju validiramo, da mu je verjetno res težko s takim otrokom, rečemo, da gremo z te pozicije, ok, vam je tudi težko, kaj je, ne vem, šunder, kaj vstaja, kaj lahko naredimo skupaj, da boste vi lažje učil, in da bo otrok miren, se to ni zdaj, to ni mesarsko klanje in ne gremo proti vam, ampak ok, vam je težko, si mislim, da je težko, meni bi bilo tudi težko v razredu, ker jih moram nekaj učiti, ker se moram držati kurikuluma, kaj lahko naredimo, in otroku je težko. Ama ste vi kakšno idejo? Jaz bi jih povabila, to je moj način. Ja, to je tudi recimo moj način, ponovadi, ko grem na timske sestanke v šolo. Je pa dejstvo, da je tako res to vztrajnost, da mogoče en sestanek ne reši, 2 ne, 3 ne, po 4. mogoče kakšen majhen premik, pa res ta vztrajnost in to grajenje, ki lahko mi skupaj najdemo eno rešitev. Je pa včasih to izziv. Ja, je izziv, ja. Poleg tega pa imaš še na drugi strani otroka, ki pa razmišlja čisto otroška, mami sam še poslabšala boš. Vzela me bojo na piko, ga ni ona, recimo konkretno moja hči ni navzven, da bi bila moteča, ampak ima bolj to anksioznost, pa nesigurnost, nek strah pred testi, recimo, ali pa nesigurnost vase. Kar je mogoče še toliko težje, za tiste stvari, ki bi jih pa ona dejansko rabila, da bi se dogovorili ravno iz tega, ker so tudi oni preobremenjeni, pa ni ona samo otrok, edina, in jih včasih piše 5-6 v kabinetu, in s tem, če bi ona ostajala, imela pauzo, bi tudi druge motila, kar je pa tudi fair po tem, da imajo ostali mir, tako da razumem obe, ampak in iskanje enega balansa tukaj, ja, kako zaščititi hčerko in kako razumeti šolo. Ampak se mi zdi res pomembno, tako, da se ne date in da iščete načine v tem. Se pravi na ministrstvu. Ali pa da hčerko vprašate, slišam te, da tebi je mečkan težko, ti se bojiš, da bova še poslabšale, ampak veš, vidim te pa tako, kaj pa misliš, kaj bi bilo pa tebi najboljš, kaj pa rabiš, da jaz za tebe naredim? Mogoče pa nič ne rab. Mogoče pa rab samo, da jo poslušate, da je res zoporen. Ona to reče, ko bi čakam, da bo osnovna šola konc, samo to. Pač v njej je to trenutno bek, da se težko se uča s tem. In mama je lahko zraven, v tem času, kaj je težko, vem, da ti je, zoporen, si najboljš bo, ko boš končala in tukaj sem, če me rabaš. In slišam te, da nočeš, da posredujem, a ti lahko jaz kaj pomagam, da je ta del, da krepita, zdaj pa, če pa otrok reče, jaz bi pa res rad videl, da nekaj rečeš, ker otrok zelo dobro preceni tudi, kaj se da, pa kaj se ne da, zdaj, če ona oceni, to ne bo poslabšal, ker ta učiteljca pa taka, jaz imam tudi na starejšega sina, ki prav pri tem učitelju, prosim, da mi ne hodiš v šolo, jaz ga primer, Pol čas reče, tle pa, ne vem, pa je njegova mami tudi rekla, tukaj pa je, tukaj pa, to je pa, pejmo, zelena luč, tam pa prosim, pusti, sam povem ti, štala je, ampak pusti. Se pravi, mogoče v tej fazi boljš, da gradiva midva bolj na zaupanju, bolj na povezanosti, pa... Ja, ona, vi boste njej pomagala regulirati. Ona pride domov in je, seveda iz sebe, tukaj so tudi en terapevtski par Margoletov, ki vedno rečejo, starši smo varen pristan. Vzvoni so nevihte, ampak oni vejo, da lahko vedno pridejo sem. In povejo. Kaj pa odrasla oseba in služba, recimo otroci si pomagajo z žogicami v razredu, pač lahko pišejo test dlje časa, kaj pa odrasla oseba?
Ja, razmišljam, še moram še formulirati. Zdaj, moj prvi impuls v tem trenutku za odgovor je to, da je zelo pomembno, da si ta odrasla oseba najde pomoč, ne? Torej, da lahko skupaj raziskuje sebe in tudi išče tiste načine, ki so ok za njo. Ne? Tako da meni se zdi ta del zelo pomemben, torej kako si pomagati, ne? Pa ta del, simptomi so vrh ledene gore. Ne? Torej, kaj je tista ledena gora, kaj se dejansko skriva, ne? Torej, pogledati to bolečino, videti, kaj se dogaja, kako si lahko pomagamo, ne toliko ukvarjanje s tistimi simptomi. Ne? Seveda, te simptomi rabijo eno gašenje požara, ampak da ta požar neha tleti, je pa zelo pomembno ena taka celostna obravnava. Tukaj mi mogoče mečkar manjka konteksta, kaj je to, kar je v službi. Ne? Zdaj, če tukaj je ena kritika nadrejenega in se mi odzovamo, to čist nek, mislim, manjka mi kontekst, ne? Ampak ja, iti po pomoč, ne? In to ni nujno, mislim, zdaj mečkar, to ne bo za terapeutka, ampak ta pomoč je lahko tudi dobra prijateljica, ki posluša, ki je tam tako sočutna, odprta, ne? Ki ne začne tako, ok, pa zakaj nisi tega naredil, pa zakaj nisi tega naredil, ne? Pa to bi bilo dobro, ampak sam posluša, ki zna poslušati. Obstajajo tudi taki prijatelji. Tako da tudi to je pomoč. Pomoč je, da greš popoldne na kolo, pa daš ven iz sebe. Pomoč je to, da slikaš nekaj, kar te veseli, nekaj, kjer si zadovoljen, nekaj, kar te polne. Ker vsi imamo izkušnje, ki so slabe ali pa situacije, ki nas spravijo v stisko. Pomembno je, pravzaprav dosti podobno kot pri vzgoji oziroma v otroštvu. Pomembno je, da je dobrih več, da nas ti zgor držijo, da naša barka ne potone. Kaj pa, če je eden od staršev, ki ima ADHD, pa dva otroka, ki imata ADHD? Žurka. Ja, žurka. Celostna obravnava družine. Ja, ne? Definitivno. Tako se mi zdi zelo pomembno, zdaj, ok, kakšno podporo ima ta družina, ne? Pa recimo, če bi ta družina prišla v mojo terapevtsko pisarno, definitivno bi delala tukaj s celotno družino, ne? In dati podporo celotni družini. Je zahtevno, ker je tega več, ampak nekje je treba začeti korak po korak. Ja, to je ena pot, se strinjam, obstaja pa tudi opcija, da v bistvu samo ta en od staršev pride, ta, ki ima ADHD, ker če z njega zreguliramo... Noče. Ok. Pa dva najstnika, čiž zavožena. Ok. Te pa ti starš, ki pa zmore. Exactly. Tizga pa tudi ni. Ok, kdo pa skrbi za te otroke potem? V bistvu ta oseba za ADHD. Aha, ok. To je kar kompleksen, ne? Ja. Ampak nikoli niso dobili navodil, kako delati z otroci, čeprav so dobili odločbo. Starši ugotovil šele zdaj, da očitno ima tudi on to, čeprav ni nikoli bil stestiran ali karkoli. In ne zmore. Ok, če starš noče, mislim tako, jaz imam mogoče malo dilemo, ker otroka dobiti v terapijo in z njim delati in potem ga vračati, to tudi ti verjetno Liza, in ga potem vračati v isto okolje, je to tako, jaz ga imam 1 uro na teden in ga vračam za cel teden za 24x7 minus 1 uro. 167. Hvala za strukturo. In mogoče kaj upeljati kot like pomožne zraven. Zdaj, kadar so starši, jaz s klienti delam, recimo, pa imam kdo, očeta, ki je bil, tak in tak, mamo, ki je bila tak in tak, pa reče, sam veš, je bila pa teta od mame, ki je pa ful dobro skrbela in jaz sem se lahko vedno zatekel. Spoznati, kdo so te veri izven tega ožjega kroga, in jačati, če se da, če starš ni pripravljen. To bi bila moj impuls. Zdaj pa smo prijadrali danes do konca. Hvala vam za pozornost. Upam, da bo lahko vsak izmed vas dobil kak košček zase, ki mu bo uporaben, mogoče kako novo informacijo.
Najlepša hvala pa seveda celotni založbi Primos za povabilo in predvsem za to, da prinašate te pomembne vsebine tudi v našo majhno Slovenijo. Tako da hvala lepa.